Torej, Dorjan Maršič, sicer sekretar LDS, če se ne motim, no najprej prvo vprašanje, ko se mi postavlja, kako je biti sekretar, po mojem osebnem in skromnem mnenju, najlepše predsednice v stranke v Sloveniji? Zadnjič sem napisal, da sem imel v zadnjem obdobju dve šefici. Ena je bila Lucija Čok, nedavno rektorica Univerze na Primorskem, kjer sem bil nekaj časa njen vršilec dolžnosti glavnega tajnika, in sedaj Katarine Kresal, predsednice LDS-a. Obe sta kot šefici izjemni, zaradi tega, ker sta zahtevni po eni strani, delovni do nezavesti, hkrati pa človeški in intimski voditeljici. Kako bi lahko rekli, da delate za Katarino Kresal ali z Katarino Kresal? Zagotovo z Katarino Kresal. Katarina ima en poseben občutek za delo z ljudmi. Okoli nje ni nikoli nekih napetosti, njeno delo vedno se odvija približno na tak način. Nimamo problemov, imamo težave, ki jih bomo odpravili. In na tak način je seveda lahko delati. Kandidirate na Koprskem podeželju. Letos se me zanima, kako to, da ravno na Koprskem podeželju? So vas tam samo postavili ali so neke predhodnike? Vi ste bil poslanec. Tako je. Jaz sem bil poslanec že izvoljen leta 2000 do 2004. Z veseljem lahko ugotavljam, da smo tisto, kar smo obljubili, tudi tedaj realizirali. Pripeljali smo avtocesto do Kopra, ustanovili smo Univerzo na Primorskem, postavili smo Koper kot tretji razvojni pol v Sloveniji in to se danes krepko pozna. Potem se seveda počel tudi druge stvari v življenju, tokrat pa me niso postavili v ta volilni okraj, Koper podeželje, ampak smo skupaj s kolegi v Kopru ugotovili, da bi moja kandidatura lahko prispevala k temu, da bi bila liberalna demokracija bolj prepoznavna v tem prostoru ponovno. Zdaj, to okolje mi je seveda domače, tudi zaradi tega, ker sem domačin, moji starši so iz okolice Kopra, mama je iz Koštabone, oče je iz Maršičev pod Sočergo, te kraje zelo dobro poznam in tudi ljudje, sem prepričan, me poznajo. Zdaj, meni zanima, plakati, ko so po Kopru, so sedaj nekaj dni že porisani, oziroma nekateri so že zamenjali. Nekdo poziva k bojkotu. Mislite, da je kdo dejansko za tem, stoji za tem, ali je to samo iniciativa nekoga, ki se ne strinja z volitvami? Ne vem, mi nismo ugotavljali, kdo je pravzaprav ta vandalizem povzročil. Tega tudi ni bilo veliko, moram priznati. Tisto, kar smo ugotovili, smo vsaj z naše strani hitro nadomestili z novimi plakati. Žalostno pa je, da se ljudje pravzaprav lotevajo izražati svoje nezadovoljstvo in drugačno mišljenje na tak način. Predvsem tako, da povzročajo škodo. To škodo povzročajo nam, tistim, ki nastopamo na teh volitvah, ker smo sami tudi vložili nekaj lastnih sredstev za to, da lahko nastopimo in se prikažemo ljudem. Predvsem pa želimo sedaj pojasniti naše želje, naše ambicije, naše načrte za razvoj Slovenije kot take in pa seveda kraja, v katerem nastopamo. Mi bi si bolj želeli, da bi ti posamezniki izkoristili to svojo energijo, pa to izrazili seveda z besedo. Pomeni sklicati tiskovno konferenco, povedati ne strinjam se z to idejo, ne strinjam se s to osebo in pa seveda povedati, kaj je tisto, kar pravzaprav zastopajo sami. Ja, ampak en šprej je lahko cenejši od ene novinarske konference. Niti ne. Ena novinarska konferenca je cenejša. Dobro. Študentski domovi v Kopru. Vi ste bili tudi koordinator projekta teh študentskih domov. Jaz ne vem točno, ampak vem, da ste imeli ta del tudi na Univerzi na Primorskem. Prišlo je do nekih kratkih stikov s koprskim županom Borisom Popovičem in tako naprej. Sedaj pravijo, da niso dobili niti še odgovora glede obljubljene zemlje za Barko. Kako je s tem projektom? Kaj imate še vi pri tem? Kako teče? Kako je teklo? Ja, kako je teklo? Jaz sedaj s tem nimam nič. Sem pa bil direktor študentskih domov, prvi direktor, jaz sem vzpostavil tudi to novo članico.
in hitro smo začeli s tem procesom pridobivanja čim večjega števila ležišč za naše študente. Ena od prioritetnih nalog je bila tudi izgradnja študentskega doma v Kopru. Žal se vedno zatika pri našemu županu Borisu Popoviču in on si bo tudi prevzel vso in največjo odgovornost, da do tega projekta ni prišlo. Kajti vse je bilo odvisno od tega, ali bo namenil zemljišče pri Barki za izgradnjo novega študentskega doma. Na Ministrstvu za visoko šolstvo v okviru proračuna so bila sredstva za izgradnjo zagotovljena, univerza je zagotovila dodatna sredstva za izgradnjo dodatnega še enega študentskega doma, ki bi ga financirali sami. Ta projekt je bil predstavljen na upravnem odboru, je bil predstavljen na ministrstvu, posod so ga sprejeli, pripravili smo vso predinvesticijsko dokumentacijo, zataknilo se. Boris Popovič kot župan je podpisal 2 pisma o nameri, seveda v času pred volitvami, na to pa seveda, ne vem, če je pozabil, ampak preprosto ta projekt ni speljan. Še več, ne? Jaz moram biti kritičen tudi do vlade. Zgodilo se je, da je z ustanovitvijo nove Emuni sedaj celoten dijaški dom Portorož predan novi univerzi, kar pomeni manj ležišč za študente univerze na Primorskem, in če sem prav videl, je ministrica Kucler-Dolinarjeva nedavno pred dnevi podpisala celo pismo o nameri, zato da bi se izgradil študentski dom v Novi Gorici. Skratka, preferira se zasebne inštitucije, preferira se nove univerze, medtem ko tiste, ki imajo pa pereč problem z ležišči, se jih pa pušča v nemar. Dobro, lepo odgovorjeno. Zdaj pa še zadnje vprašanje vam bom postavil. In sicer nihče mi ni znal natanko razložiti, kaj imate vi s Paulom McCartneyjem? Paul McCartney se je nepričakovano pojavil v moji pisarni na Igu, skupaj z Heather Mills McCartney, ko sem pričakoval samo Heather Mills McCartney. Heather in Paul sta bila tako imenovana podpornika protiminske dejavnosti, organizacija Adopt a Minefield, s katero je pa Mednarodna fundacija za razminiranje pomoč žrtvam min, ITF, katere direktor sem bil, dobro sodelovala, in Heather je želela videti, kako mi funkcioniramo. Ker jo je Paul tedaj zelo podpiral, sta prišla nenadoma, kot sem povedal. Na začetku sicer je bilo rečeno, bo prišel, ne bo prišel, ampak jaz preprosto temu nisem verjel, na kar se je nenapovedano znašel na našem hodniku. In seveda tam je pa nastala potem tista famozna slika, kjer mi je Paul rekel, this is for your publicity. Dejansko pa mi je žal, da je ta novica v Sloveniji šla dokaj neopaženo mimo. Ne vem razloge zakaj, kaj ti dogodek, da ti pride Paul McCartney in se sam pripelje na Ig, kjer po mojem niti ni vedel prej, kje to je bila zame zagotovo dogodek, življenjski dogodek, kajti kot ljubitelj Beatlov in poznavalec te glasbe je pred mano kar naenkrat stala legenda. S Paulom sta se pol še 2-krat slišala, predvsem v zvezi z projektom, ki smo ga pa tisti dan na Igu tudi zastavili. Šlo je za pomoč žrtvam min na Hrvaškem. Heather je tukaj zbrala nekaj sredstev, mi smo pa potem ta sredstva v okviru naše fundacije podvojili in tudi ta projekt rehabilitacije žrtv min izpeljali. Torej nimate več kaj pogostih stikov? Ne, od tedaj ne več, ker tudi ni posebnih razlogov. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.